Gospa Tatjana Buzeti. Irena, najlepša hvala. Tako za povabilo, kot za priložnost. Kako bomo živeli naprej, ne morem jaz povedati, to bo pokazal čas. In čas bo pokazal, kaj nam je pomembno, kajti mislim, da na nekaterih posvetih nismo nikoli videli tolikšne skupine ljudi. Kajti to, kako se obrača politika, je vedno ogledalo družbi. Kaj v bistvu prebivalci zahtevate od nas. In včasih smo hitrejši in bolj uspešni, včasih smo malo bolj rigidni in počasnejši. Jaz moram priznati, da sem zelo vesela, da sem prišla na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v času, ko se paradigme vseeno malo spreminjajo. Po 20 letih v javnem zdravju, kjer smo kmetijstvo opozarjali, kako pomembna je prehranska suverenost, kako pomembna je lokalna oskrba in kratke verige, pa niso bile ušesa preveč odprta, je zdaj to nosilno ministrstvo, ki v bistvu vidi v prihodnosti proizvodnjo hrane kot trajnostni pristop. In kot trajnostni pristop, ki ga poznamo že dolgo, in ki stoji na osnovi okoljskega, ekonomskega in družbenega stebra. In samo tako se bo naše podeželje ohranilo in samo tako se bo tudi naše podeželje naprej razvijalo. Kajti, če želimo obdržati vas mlade na podeželju, morate to podeželje verjetno videti kot priložnost, ne kot ovire, in da lahko nekaj ustvarjate, da lahko kvalitetno živite in da lahko konec koncev sebe pa svoje družine tudi kvalitetno preživite. Torej morajo biti vsi trije stebri v tem kontekstu. In jaz nekako pričakujem, da se bomo danes tudi v tem kontekstu pogovarjali. Slovenija je lansko leto sprejela strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 23 do 27. Tako kot že samo ime pravi, je to skupna kmetijska politika v okviru evropskih gabaritov, ki si jih postavljamo. Kljub vsemu pa ima država precejšnjo možnost prioritizirati ukrepe, ki jih bo subvencionirala. In predvsem v investicijskih in pa tudi dodatnih programih, ki jih načrtujemo, je trajnostni razvoj, je ekokmetijstvo, so ekoregije in pa predvsem beseda povezovanje. Mislim, da dodane vrednosti na kmetijah ne bomo ustvarjali brez dodane vrednosti v prehranski verigi. In kakšna bo ta prehranska veriga, bomo pa odločali potrošniki. In z našim poseganjem in izborom in podporo bomo verjetno lažje spremenili tudi smer. Najlepša hvala. Se strinjate z njenimi besedami? En velik aplavz. Gospod Peter Žurej, vprašanje za vas. Vsak dan imate pred očmi skoraj tisoč mladih ljudi. Kako jih navdušiti, da bodo imeli radi slovensko zemljo? Kako jih navdušiti, da bodo radi sodelovali med seboj? Za iztočnico lahko povem včerajšnji primer. Gospa, cirka 70 let stara babica je povedala, da njuna hčerka in zet z hčerkico, ki je stara 7 let in hodi v prvi razred in ima angleščino, doma govorijo samo angleško, zato da bo bolj uspešna in da bo prej znala. In babica ne razume, kaj se pogovarjajo, in ker jih ne razume, gre 4-krat na dan s psi na sprehod. Kaj menite o tem? Dober dan najprej, hvala za vprašanje. Kar huda so vprašanje. Res je, na šoli imamo v vrtcu otroke in pa na šoli učence, malo manj kot 1000 nas je, no, tako da ni tako hudo. Kaj lahko šola naredimo? Mogoče moramo, bom rekel, se najprej vprašati, ali bomo šli z izzivi časa naprej ali ne. Pri nas smo se sporazumeli, da sprejmemo izziv, se moramo pravzaprav tudi zahvaliti občini za pomoč, ki je sprejela tudi projekt, v katerem nam je ekocivilna iniciativa z prostovoljci v okviru še enega večjega projekta
in pa seveda z zunanjimi sodelavci pomagala, da smo sploh lahko se pogovarjali in začeli z otroci in z učenci delati na ta račun. Šola namreč sama po sebi o takih stvarih lahko samo sanja. Brez podpore okolja to vsekakor ne gre. Tako da tukaj gre najprej ena velika zahvala prav vam, ker ste, bom rekel, nas postavili pred izziv, potem pa seveda okolju, ki je to sprejelo. Na koncu seveda tudi nam v tem smeri, da smo našli svoje izzive znotraj tega, povabili sodelovanju tudi starše in pa na koncu, bom rekel, se je zadeva celo tako daleč prijela, da so naši učenci našli veselje ravno v teh delavnicah, ki smo jih izvajali, kjer so imeli možnost slišati nekaj iz teorije, predvsem pa stvari prijeti tudi v roke, ki so nam jih pripravili takrat prostovoljci medgeneracijskega centra v Preboldu in v skupnem sodelovanju je potem ta stvar se prijela, če lahko rečem. Malo ste sicer pretiravali, imamo pa res en izbirni predmet sodobno kmetijstvo, to pa drži, ne trino, ampak za nas je bilo že to preboj, ker je obstoj tega predmeta sicer že zagotovljen dolgo časa, da ga bi pa uporabljali, smo pa že pozabili nanj, tako da še enkrat en velik hvala za vas. Kar se tiče pa zadnjega vprašanja, vam pa težko kaj odgovorim, ker kot kolektiv, bom rekel, smo začeli malo drugače gledati na okolje, v katerem živimo. Mislim, da je bilo tudi kar nekaj tehnih premislekov o tem, kaj se bo dogajalo z bodočimi generacijami. Na koncu so to generacije, ki nas bodo, upam, preživele, nekoč tudi skrbele za nas, in z tega vidika je res nedopustno, da bi se okolje, kakršnokoli je že, še bolj uničevalo. Trenutno izgledi so, kakršni so. Je pa zanimivo to, da veliko starejših občanov se prav dobro zaveda, kakšen pomen ima hrana in tudi pomena samooskrbe se dosti bolj zavedajo, kot pa mi ali pa mlajše generacije. Tako da mislim, da je bil to en velik pozitivni izziv. Hvala. Hvala lepa, gospod Žerej. Gospod pater Pavel Gržan, vi poznate ljudi, gledate jim v dušo že desetletja. Kaj menite, da se je zgodilo z slovenskim narodom, da nekateri gledajo, kako češnje podiramo in ploskamo politikom, ki nacionalno drevo v slovenskih parkih sejejo japonske češnje? Kaj menite, da se zgodi ljudem, da so navdušeni nad poročili, da smo v Slovenj Gradcu na licitaciji prodali 10 tisoč najlepših dreves in se odpeljajo z letalom na drugi konec sveta gledati debelo drevo in ga celo objemati? Kaj menite, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi ljudje se zavedli lepot našega rajskega vrta in kot so naši ljudje nekoč brez telefonov se zmenili pod vaško lipo, kaj bojo naredili, izbrali odločevalce in za tistem stali? Kaj menite, da je bilo potrebno narediti tukaj in zdaj? Odmrzniti zdravo kmečko pamet in jo začeti uporabljati, ozavestiti načine manipulacije in kreirati tisto prihodnost, ki bo bolj povezana z pristnostjo, naravnostjo, z sožitjem, sočutjem, z sodelovanjem, z dopolnjevanjem. In tukaj v zadnjem obdobju predvsem razmišljam o 3 takih področjih manipulacije. En je zelo dobro govoril ta angleški psiholog Skinner, ko je rekel, kako so nas ujeli na razvajenost, na te, bi rekel, pozitivne stimulanse, ki so utujeni naravnosti. To pomeni preprosto, on je naredil tak poskus, in je rekel, kaj spremeni vedenje človeka. In je naredil poskus negativni stimulans, recimo kaznovanje,
ampak to samo začasno spremeni način življenja. Potem pa je naredil pozitivni stimulans, to je pomeni ojačevalci okusa, frekvence, ki dražijo nevrone, in je ugotovil, da to pa trajno spremeni način delovanja. Zato se mi zdi zelo pomembno ozavestiti, na kaj so nas ujeli, in se zavestno vračati k pristnosti. Ja, več kot 10 let sem delal z odvisniki, pride abstinenčna kriza, ko kar naenkrat ni več tistih močnih okusov, tistih ne vem česa, in se vračaš naravne. Ampak mi se bomo mogli odločiti. Bo ena skupina ljudi, ki bo prodala svobodo za ugodnost, ena skupina ljudi pa bo hotela svobodo in se bo zato zavestno, zato kar daje svobodo, odločala. Ena druga taka manipulacija je zastraševanje. Tam, ko te strašijo, te gotovo manipulirajo. Ko te prestraši in potem ti pokaže edino možno rešitev, ki je seveda podtaknjena rešitev. Tu ne bi izgubil besed, se mi zdi, da je tudi nekaj mladih. Tretja manipulacija pa je dejansko manipulacija z izpostavljenimi avtoritetami, ko misel več ne kreira, ko ni več misel kreativna. Če pogledamo mi recimo srednji vek, bi rekel mračni srednji vek, ampak nam je vedno profesor začel predavanje. Zdi se, in potem je navedel smer, v kateri želi razmišljati. Potem pa je napisal, potem tudi piše, tako recimo Tomaš Akvinski, potem pa je rekel, proti temu pa govorijo sledeča dejstva. In potem na koncu je z odprtimi kamslami razmišljal, ne pa enosmerno. In na koncu je bila vedno disputacija, ker on je dal na ta način študentom misliti. Pomembno je bilo, da tisti, ko on predava, študent razmišlja svojo glavo, ne pa da misli, kot on misli. In na koncu je bila disputacija, ne na nivoju, jaz imam prav, ti nimaš prav, ne z, bi rekel, ideologijo resnice, ampak z svojimi osebni spoznavni uvidi, ki so jih dopolnjevali, da so skupaj dograjevali. Kaj pa zdaj počnejo? Pred tebe postavi avtoriteto in ti kvasi neumnosti, ampak da boš ti izpadel pameten, moraš to ponoviti in petko dobiti oziroma idbirmi. To je isto. To pomeni, so odvzeli moč kreativnega razmišljanja. Tu se bo potrebno povrniti, ker na sedanji način poučevanja je dejansko onemogočanje svobodnega razmišljanja. V zadnjem obdobju se zelo ukvarjam z Marijo Terezijo, ali je res ta model izobraževanja, jaz ti povem, ti pravilno ponoviš, petko dobiš, sam da ne misliš, in potem pademo v to hipnotično stanje, ali je res uvedla izobraževanje zgolj, ker je potrebovala uradnike, ali pa da so zamrznili zdravo kmečko pamet v to, bi rekel, ponavljavščino, to pa tudi pravi ta ameriški psiholog Skinner, zato da te spetko zapeče v tvoj koncept razmišljanja, da le ne razmišlja svojo glavo. Torej, na kratko, odmrznimo zdravo kmečko pamet, zdravo presojo in dopolnjujoče, sodelujoče kreirajmo novost. Navdušili ste že 1000 otrok, da znajo, da vedo, da hrana raste iz zemlje. In kako ste uspeli navdušiti tudi svoje zaposlene? Tudi to je velik izziv. In kako vam to uspeva? Povejte na kratko, prosim. Vrtec Otona Župančiča, mogoče samo za informacijo, kdor nas ne pozna, deluje kar v 4 občinah. Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole, Poljčane. To je kar velik razpon v teh občinah in imamo 81 oddelkov, skoraj 1400 otrok, 260 zaposlenih. V bistvu skrb za naravo, okolje in soljudi je nekako primarna vzgojiteljeva naloga in vse to je na nas, da prenašamo na naše najmlajše. V našem vrtcu nekako delujejo učeče se skupine, vrtec kot organizacija se povezuje v samo učečo se organizacijo, ker izpostavljamo močna posameznikova področja. To pomeni, da ena izmed takih učečih se skupin so naše vzgojiteljice, ki vodijo mali vrtnar, zeliščar in učimo otroke, kako naj poskrbijo zase,
kako se spopasti s prvimi koraki vrtnarjenja, s tem, da vse naše enote, ki jih je kar 15, imajo vrt, vrtiček, mogoče visoko gredo. Imamo visoke grede, torej zeliščne ali pa zelenjavne vrtove, in tukaj se že najmlajši otroci torej spopadajo in seznanjajo z prvimi koraki vrtnarjenja. Vse to pa potem prenašamo seveda na posamezne enote, in kot je že bila izpostavljena kolegica Klavdija Čoh, kjer deluje v enoti Studenice, je oddelek 1 do 6 let, torej en oddelek, ki ima lastno kuhinjo, zunaj imamo tudi učilnico v naravi, kjer se otroci v naravi učijo kako, in nekako vse to, kar zunaj počnejo, verjemite, da si trajnost zapomnijo in to prenašajo potem tudi v naprejšnje rodove. Na enoti imamo tudi kozolec, ki je replika slovenskega kozolca, ki ni le naravna, ampak tudi kulturna dediščina. V drugih vrtcih, naprimer v Slovenski Bistrici, imamo vrtiljak 4 letnih časov, ker otroci lahko uživajo sadeže v vseh letnih časih. Potem smo sodelovali na raznih prireditvah, posadimo sadno drevo, in tudi na vseh enotah imamo posajena sadna drevesa, ki že dajejo tudi senco in tudi sadeže. Sodelujemo v štafeti semen. V štafeti semen sodelujemo vsi zaposleni, otroci, starši, in nekako danes ste si lahko vzeli te semenske kroglice, ki so nadgradnja naše štafete semen, ki drugače se obeležuje na prireditvi Vrtec poje in pleše. Potem skozi ekoprojekte sodelujemo, tudi ki so povezani, nekako dajemo prednost to prehrano, in tudi projekti Hrana ni za tjaven dan smo tudi dobili na podlagi naših izdelkov in naših nalog. Zmanjšali smo tudi odpadno hrano v vrtcu, smo dobili tudi veliko nagrad, če lahko temu tako rečem. Veliko vlagamo v to izobraževanje, ker se izobražujemo vsi zaposleni, to je ključnega pomena, in mislimo, da nam to nekako uspeva, in glede na to, da smo tako veliki, je ena velika naša prednost tudi ta, da se lahko učimo drug od drugega. In v bistvu to, kar počnemo, počnejo vzgojiteljice s svojo notranjo motiviranostjo, in le tako lahko uspemo, vse vemo, in če to prenašamo potem na naše najmlajše, vsaj upamo tako, in če se bo nadaljevalo tudi v šoli, za prihodnost ni bati. Čestitke! Vredno posnemanja po vseh šolah in vrtcih v Sloveniji, kaj ne?